starših. Mene bi bilo fajn, da bi šel kam na morje, da bi se navadil plavati. A se ki ne gre. Ja, ma neče je prijaviti doma. Ja, bi pa rad šel. Živim doma s staršem. Sem zadovoljna. Z vama je lepo biti tako, da sem blizu, pa da sem večinoma na voljo, pa da vam tudi pomagam, pa da se združim s sosedi. Imamo fajn soseda, če bi imela kakšnega fanta, pa tako, ja, da kakšen družbi pa kakšne prijateljice, da bi imela, da bi šel prvo na shopping, pa se zrihtati, se ne veš pat, pa da bi tako, da bi pač skozi nekaj imela, tako, to zasebno življenje. Jaz sem Kristijan, imam svojo sobo, kužka in muco. Pogrešam prijatelje in želim se imeti punco. Knjižnico rad grem, pa trgovino tudi rad grem, sicer računati lekši ne znam prav točno, zato dam denarnico kar ven in pokažem trgovki, pa žona izbere. Sem Sandra Živec iz VDC Tolmin, živim v bivalni enoti. Imam željo, da bi živela pač svoje samostojno življenje. Pač, da imaš eno svoje stanovanje in opravljaš tele opravila, kakor jih recimo opravljamo v bivalni enoti, da sam poskrbiš, da imaš urejeno stanovanje, da redno vsak mesec plačuješ položnice in to pač jaz sama vem, da je to težka zadeva. Jaz sem tu med dvemi starših. Ja, da bi sama hodila na sprehode, da bi imela fanta, da bi zanj poskrbela, bi mu kuhala, likala, mu poprala, sama živela tu v Tminu. Ja, ful pogrešam družbo. Pogrešam družbo, prijateljstvo mojih sodelavcev. Doma tukaj družbi, kakor je to. Prvo obleke sama delam. Zato ga vem, ali imamo ali pa tatam, da sem prvo na internetu mi tudi tatam. Darja Komac, prej sem bila v Bovcu, zdaj sem pa v VDC-ju Tolmin. Da bi imela kakšno stanovanje in da bi imela kakšnega prijatelja, da bi skupaj živela. Bi želela, da bi me kakšen varuh ali pa varuhinja obišče, da bi mi pokazali, kako se plačava položnice, kako se vzdržuje stanovanje. Moje ime je Luka, začasno živim tukaj v bivalni, med vikendom hodim domov. Da bi samostojno živel in to mi je všeč. Starši so me podpirali, da delam tisto, kar hočem, grem na kako kavo, kino, v trgovino. Sem Tadej, živim doma s starši. Doma najrajši hodim v hribe z mamo in pa na hokejske tekme. Z mamo hodiva tudi na kakšne različne izlete. Želim si tudi iti sam s planinskim društvom na kakšne izlete. Včasih tudi nimajo cajtama in bi rad šel z njimi. Jaz sem Sandra, prihajam iz Idrijskega pri Kobaridu. Živim z očetom in z mamo. Ja, da bi bilo boljše v naši tej ljubi državi, da ne bi bilo odpuščanja. Želim pa, da cenice kar bo, da bi bili mi uslišani ljudje s posebnimi potrebami in vsi drugi ostali. Ne, da pa po televiziji hodim dol hodijo in gledajo. Samo zdaj, da bi prišli sam pa rekli,
kako pa vi živite, ki si hočete, ki želite, ne. Eni si hočemo bolj življenja, ne glede na to, ali imaš pokojnino, ali nimaš. Mene to kar boli, ne. Špela, prav lepo pozdravljeni. Že kar nekajkrat sva takole skupaj sedela, ampak takole pred igro Človek ne jezi se, pa še nikoli, ne. Mimogrede, te kdaj kaj razjezi? Ja, tudi me, sam se poskušam umiriti, ker vem, da to ni dobro za psihofizično počutje, pa tudi za druge okrog mene, ne. Igraš pa kdaj? Ja, igram pa se zaradi tega, ker imam doma hčerko 5-letno, ko se zelo rada igra različne stvari. Čeprav raj sestavlja pucle, ker prav, da pri puclih vsi zmagamo, ne. Ja, vsak doda, ne, Človek ne jezi se pa vseeno tekmovalna igra, ne. Ampak je pa dobra vaja, dobra igra za to, da se človek navadi tako na zmage kot na poraze, ne. Tako. No, ta film, ne, ki smo si ga ogledali uvodoma, je čudovit in lahko rečem kar nekakšna zmaga. Prvič, recimo, ne, je bil širši javnosti prikazan v sredo na Gospodarskem razstavišču, ne vem, si ga je tudi minister ogledal, ki je prišel? Ja, v sredo 23.11. smo imeli drugi posvet skupnosti varstveno-delovnih centrov Slovenije z naslovom Kdo kroji moje življenje. In središče naše pozornosti so bili uporabniki, njihove potrebe in sistem, ki je trenutno popolnoma nepravičen, saj se je zakonodaja sprejemala zelo parcialno. Brez vas bi nekako dejal, ne? Tudi to in predvsem tako po interesu določenih posameznih parcialnih deležnikov, ne pa celote. In dejansko je postal sistem kaotičen, najbolj problematično je pa to, da je nepravičen do uporabnikov. In ja, prišel je minister, si pogledal film, ki so ga pripravili v VDC Tolmin. To govorimo o ministru Luku Mescu, ne? Ja, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ki je naše pristojno ministrstvo. In pomembno je, da minister vidi na lastne oči, kaj je dejansko za naše uporabnike pomembno. In sporočilo je jasno, da si želijo živeti vključujoče življenje, čim bolj, bom rekla, po njihovi meri, da imajo prijatelje, da hodijo tudi ven, da doživljajo nove stvari, da živijo v svojih stanovanjih tudi s podporo v manjših skupnosti. Skratka, želijo si tistih stvari kot vsi mi, s tem, da jih oni lahko uresničijo samo takrat, ko imajo določeno podporo pri uresničevanju teh stvari, ne. Kakšna pa je bila tvoja vloga, pa vloga varstveno-delovnega centra Zasavje na tem posvetu, na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani? Ja, sama sem v skupnosti varstveno-delovnih centrov prevzela že vlogo vodje direktorjev in sem bila v organizacijskem odboru oziroma sem vodila pripravo posveta skupaj s kolegicami. Vsak je določen del prevzel in tako lahko nastane dobra celota. In dejansko je bila to priprava od, ne vem, Gospodarskega razstavišča, da smo se dogovorili, kjer je bila res odlična priprava prostora, tehnike, do na koncu skupaj spraviti vse te prispevke pravočasno, najave po Facebooku, tako da smo navdušeni nad udeležbo. Prijav je bilo 250, na koncu je bilo skoraj 300 udeležencev, bom rekla, različnih deležnikov iz 65 različnih organizacij, posameznikov in študentov, kar smo še posebej veseli, saj se je dejansko študentska ura pri profesor dr. Darji Zaviršek odvila praktično na našem posvetu, kar omogoča študentom, da prepoznavajo, vidijo, kaj se dejansko dogaja v praksi in tudi aktivno so se vključili potem v razpravo. No, meni je žal, ne, da nisem uspel priti na ta posvet, pa seveda veliko jih tudi drugih ni prišlo. Kako je potekal, ne? Kakšen je bil urnik tega, kdaj se je začelo, kako so si sledili predavatelji? Imaš še v glavi ta urnik? Ja, imam. Ob 9. smo imeli novinarsko konferenco skupaj z predsednico skupnosti, pa podpredsednico, ki predstavlja tudi koncesionarje,
pa direktorico Inštituta za socialno varstvo, ki je neko gonilo tudi samega razvoja pa raziskav na področju socialnega varstva. Potem se je pa v pol 10 začel posvet ravno s tem filmčkom, kaj si uporabniki želijo, kaj bi potrebovali v svojem življenju, da bi se počutili še boljš, strani VDC Tolmina. Potem sem pa v uvodnih besedah, preden je spregovorila predsednica skupnosti Mirjana Česen, nazorno pokazala, kaj pomeni to, če se ne moreš odločati o tem, kako bi živel na primeru oblačila. In sicer sem imela preveliko jakno oblečeno od tasta, tako da so mi rokavi viseli. In pač vprašala tudi publiko, če so kdaj doživeli, da so prišli v trgovino, pa jim je trgovka prodala oblačilo, ki jim dejansko ni pasalo. Ko so prišli domov, so pa videli, da to ni to. Ali pa v mladosti, v otroštvu, ko jim je mama prinesla nekaj domov, pa jim ni bilo všeč, pa so mogli nositi, ne. In to je samo oblačilo, ne. Kaj pa je to, če celo življenje ni ukrojeno po tvoji meri? In bistvo sporočila je bilo, da mi, ki nimamo, bom rekla, nekih intelektualnih ali pa gibalnih ovir, dejansko lahko samostojno naredimo v prispodobi, si slečemo prvek suknič, pa gremo po novega, ker jaz pravim, nismo drevesa, lahko se premikamo, ne. Naši uporabniki, stanovalci, pa potrebujejo podporo pri tem, da se lahko samo uresničujejo, da so lahko njihove želje, odločitve, ki si jih želijo, spoštovane in dejansko tudi uresničene. In najbolj pomembno, tale slikca se je skozi v času posveta tudi vrtela. Enakost? Ja, je enakost pa pravičnost. Da mi za naše uporabnike naredimo glih toliko dovolj škatel, da so samostojni toliko, kot so lahko na področjih, ki jih zmorejo sami, in podprti pri tistih opravilih, aktivnostih v življenju, kjer to potrebujejo, da so lahko potem enakopravni z ostalimi državljani. Kakšen pa je bil odziv tistih slušateljev? Pa kakšna so bila predavanja drugih? Ja, zdaj sem svojim začetkom povedala, potem je pač predsednica skupnosti Mirjana Česen poudarila, kaj je fokus današnjega posveta, in to je, da pač opozorimo, da je postal sistem nevzdržen, da ne sledi več potrebam naših uporabnikov. No, pa če sem prej zasledil, zakompliciran, ne? Do amena. Totalno. Če samo primer povem, tudi ta tabela na koncu v mojem prispevku jasno pokaže, koliko različnih financerjev imamo, koliko v zakonu opredeljuje naša storitev in kako potem iz vsega tega spraviti neko celovito podporo za naše uporabnike, ki bo po njihovi meri. In koliko se morate potem zaradi tega tudi s papirologijo ukvarjati? Ne? Ogromno, in to je ravno potem tudi, pozornost je uprta v oči, bom rekla, osebja, ki skrbi, bom rekla, za uporabnika. Sam koliko dela je pa tudi v službah, bom rekla, računovodstva, podpornih storitvah, to je skupina tudi plačna, če govorimo, ko je totalno spregledana, pa je na našem področju takšna zahtevnost dela, da če bi kdo tole prišel pogledat, bi dejansko videl, kakšno težko delo opravljajo tudi v administraciji, računovodstvu socialno-varstvenih zavodov. Prekinil sem te pri Česnovi, ne? Pri Česnovi, ki je poudarila pomen, da dejansko naredimo sistem, ki bo po meri uporabnika in da pogledamo pač, kakšne so težave preko različnih prispevkov, seveda pa da tudi potem nakažemo rešitve. Ne? Po meri uporabnika pa po mojem bi bilo dobro tudi po meri vas, ki delate z uporabniki, da bi bilo čim manj zakomplicirano, da bi imeli več časa potem za uporabnike. Ne? To je sigurno. V središču je uporabnik in na koncu smo tudi nakazali rešitve, kako vse te različne zakone bi bilo fajn spraviti v 2-3, med seboj povezati, enotna vstopna točka, enotna metodologija, ne zdaj kot ko se vsaka pravica ugotavlja po svoji metodologiji, svojimi vprašalniki, različne vstopne točke, zakompliciran sistem tudi za uporabnike, da sploh vejo, kje pravice vse in eni to bolj poznajo,
pač uporabijo sistem, drugi ostajajo na robu, ne. In enoten sistem, povezan sistem, enotna vstopna točka, kjer bi bile vse pravice, storitve za uporabnika opredeljene na enem mestu in se potem pač odločajo skupaj z zakonitimi zastopniki, kaj je za njega najboljš, seveda v smislu tega, do česar bi bil upravičen, ne, in bi prišli do tega, da bi imeli v enem informacijskem sistemu, to je tudi zgodba, ker treba informacijski sistem enoten še vzpostaviti, ki ga država nima, da se dejansko lahko sledi, kateri uporabniki so v sistemu, kateri pa dejansko so povsem izven sistema in brez pridobljenih pravic sploh, ne. Greš lahko kar naprej, ne? Ja, seveda. Potem pa je spregovoril v uvodnem nagovoru tudi minister Luka Mesec. Povedal je... Mimogrede, je bil kakšen teden prej na pripravah pri tebi, ne? Se šalim, no, ampak je bil v varstveno-delovnem centru. Ja, dejansko se je oglasil, ker je bil ravno v Zasavju, ko so bilo volitve so bile, ja, se tokrat hodimo zdaj na... Ja, in smo mu pokazali dejansko naš VDC. Tudi sicer, ne, ministri kar hodijo, ne, v VDC, ne, so pri tem kar uspešni, tudi prejšnji je bil, ne. Tudi prejšnji in prej smo dejansko uspešno skupaj, rekla, naredili tali prizidek, kjer se danes nahajamo in je dejansko služi zelo dobro svojemu namenu in smo hvaležni, rekla, prejšnjemu ministru pa ekipi za vso pripravljenost, ker dejansko operativa je tudi zdaj ostala in delo se nadaljuje, ni tako, da bi prej ne bi bilo nič, zdaj pa kar nekaj vse je, ampak dejansko mi želimo čim hitreje predstaviti, ne vem, novemu vodstvu, kje so prioritete, kje so težave in to lahko najbolje spoznajo, če pridejo v prakso, ne vem, si pogledajo našo bivalno enoto, na primer, ki vključuje trenutno 13 uporabnikov in na svoje oči vidijo, kako eden ob nedeljah, na primer, v soboto sta 2 zaposlena, poskrbita, kolikor pač lahko po svojih močeh, za vse te različne individualne potrebe uporabnikov, ne. In imaš občutek, da minister Luka Mesec razume zadeve, da bo prisluhnil vsem tem vašim potrebam, ki jih imate, ali pa vsaj večina? Upanje umre zadnje in jaz sem optimist, drugače pač ne bi, rekla, delala pa bila tako aktivna na področju, ker verjamem, tako kot smo skupaj premaknili sistem na področju zdravstvene nege za stanovalce, kjer včasih sploh niso bili upravičeni do nje, pa smo postavili, rekla, sicer z vztrajnostjo, potem v 5 letih nekako enakomeren sistem z vse VDC-je, ne glede na to, v katerem je uporabnik, ne, pač glede na njegove potrebe. Verjamem, da se marsikaj da, če skupaj stopimo, rekla, povezani, pa rekla, ne samo VDC-ji, ampak tudi svojci, ostale organizacije, društva, da vidijo, da je res namen tega, da se poskrbi za uporabnikovo dostojno, kvalitetno življenje skozi celotno njegovo življenjsko dobo, ne samo v času, ko so svojci živi, in nam se gre predvsem za to, da uporabnik pridobiva čim širšo socialno mrežo, da so vključeni v okolje, da poznajo ljudi, ker predstavljamo si, ko pomeni, če se ti poznaš sam svojo družino, mogoče še tukaj v VDC-ju par ljudi, zdravnika, ko hodiš k njem, potem pa čez noč se moraš prilagoditi in se preseliš v inštitucijo, kjer morda nikogar ne poznaš, ne. In to nam je v interesu, da uporabniki pridobivajo še v času življenja svojcev, zakonitih zastopnikov, čim širšo socialno mrežo, da spoznavajo načine vključevanja v okolje, od knjižnice, mladinskega centra, društva prijateljev mladine, ne vem, različnih prostovoljcev, te podporne mreže, kakor je tukaj, tako da dejansko, da so vključeni, ne. Tako. No, verjetno se ni potem zaključilo, ne, to na gospodarskem razstavišču potem, ko je s svojim izvajanjem zaključil minister. Ne, minister je pač poudaril te glavne usmeritve, ki jih bojo reševali in
rekel, da obljublja, da bo pač naredil, kar je v njegovi moči, da se problematika, kakor jo imamo, pa smo jo naslavljali tudi, odpravi. Seveda pa je potrebna strategija, da se do končnih ciljev pride, zaradi tega, ker, ne vem, 30-letja, 20-letja nakopičeni problemi ne morejo zginiti čez noč, ampak se potrebuje jasna vizija, strategija, kam želimo priti, in to je na uporabnika usmerjen sistem, glede na njegove individualne potrebe, ki pa mora biti tudi finančno in kadrovsko vzdržen, saj vemo, da smo starajoča družba, na drugi strani pa tudi transparenten in pa to pravičnost, ki jo skozi poudarjamo. Pa čim bolj enostaven, ne? Pa enostaven, ja. Tako je, to moramo večkrat poudariti. Ja, to mora pa tako kot poudariti. je enostavna ta igra, ne? Ja, tako da ga vsak, kdorkoli pride, razume, kar pomeni, če nekdo razume, bo tudi transparentnost večja. Če pa zakompliciran, pa ti lahko nekdo reče, ja, se ti še nisi dosti cajta tukaj, to ne razumeš, ne. In potem je marsikaj mogoče, ne. Tudi jeze je potem veliko, ne. Če pa jeze, potem pa ni pozitivne energije in ne gre stvari naprej, ne. Kaj se je še dogajalo? V bistvu je bila potem predstavitev direktorice Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo Barbare Kobal-Tomc, kjer poudarila ravno to, da je potrebna enotna vstopna točka, da je pomembno razumeti, kaj posamezen zakon prinaša, kaj je namen zakona, in tudi pozvala k razumevanju tega oziroma k ukrepanju, da se sistem dejansko poenostavi v smislu enotnih vstopnih točk. Pod vprašanje je postavila, kaj je namen oziroma pomen tudi zakona o osebni asistenci, povezavo z zakonom o socialnem vključevanju invalidov, kjer so podporne storitve v dosti manjšem obsegu in dejansko to pomembnost tudi odločanja uporabnikov v svojem življenju, ne. In vse to je potem dobro nadgradila tudi s teoretično podlago profesor dr. Zavirškova, ki je imela predavanje z naslovom Samodeterminacija, kar pomeni samoodločanje. In bistven poudarek je to, če se človek lahko samo odloča, to pomeni, da se čuti izpopolnjenega, ne. Če pa celo življenje nekdo odloča namesto tebe, in to so lahko majhne stvari, ni treba, da je to odločanje o ne vem kakih velikih stvareh, ne, pa dejansko ti postaneš apatičen in prepuščen na milost in nemilost drugim, ne. Kar se tudi dogaja, če gledamo nazaj filme o totalnih inštitucijah, na primer, ne. Ja, tako. Pa to ni bilo konec? Ne, to ni bilo konec, samo to je bil dejansko prvi del posveta, potem je bila razprava, kjer so tudi študenti povedali, 2 študentki so se javile, kako pomembno je dejansko, da so že kot otroci vključeni in bila izkušnja ene pa druge, ena je pač hodila v šolo, kjer se niso nič povezovali s posebnim programom, s posebno šolo, kjer so otroci, ne. To je pa to, VIP, ne? To je pa VIP, kar se mi trudimo, da so te povezave, da otroci že od, ne vem, vrtca, šole se vključujejo, spoznavajo drugačnost in vidijo, da če smo med sabo povezani, en drugem pomagamo, lahko skupaj rastemo, ne. In sta zelo dobro to povedali, potem je še Iztok Suhadolnik, to je direktor Sončka, povedal, ker ima pa hčerko z cerebralno paralizo, kako pomembno je, da je tudi oni spodbujajo, da vsaj tiste stvari, ko lahko sama nakaže, ker ne govori, pove. In da bi se mu zdelo pravično, da bi nastala res ena šola za vse, ker se velikokrat govori, samo v praksi smo pa še zelo daleč od tega, ker je pač marsikaj potrebno zagotoviti, ne. Kaj je bilo potem po tem skupni debati? Po skupni debati je bil potem odmor za neformalno druženje. Moram reči, da vmes tudi prej so se odzvali tudi strani Zveze Sožitje, da je pomembno, da se naredi raziskava, v kakšnem stanju je, ker trenutno nimamo nobenih, bom rekla, celovitih podatkov zbranih oziroma jih inštitut zbira za 2 leti nazaj, sam bi bilo potrebno še s kakšnimi dodatki, da se potem na osnovi analize stanja naredi strategija naprej, s čimer se tudi strinjam, ne. Pa dejansko res pomen tega vključenosti vseh deležnikov, ja. Torej,
po odmoru niste bili zaspani, ne? Ne, po odmoru nismo bili zaspani, tudi točni smo bili, tako da smo si ogledali drugi del filma. Ki si ga bomo mi ogledali na koncu. Ja, uporabnikov VDC Tolmin. Ki nam je dovolil, ki so nam dovolili, da lahko ta film predvajamo. Tako, ja, direktorica Sandra, ki je tudi bila v tej osrednji organizacijski ekipi, je to res skupaj s sodelavci odlično naredila. Vem, da je bilo vloženega veliko truda, tako da smo že na začetku dali aplavz, pa potem tudi pri drugem filmu, ker dejansko smo vsi tukaj na posvetu bili zaradi uporabnikov. In to je ključno. Ne glede na to, v kateri organizaciji smo, v kakšni vlogi smo, moramo imeti pred močmi, kaj je naše poslanstvo, da se ne zgubljamo parcialno v svoji inštituciji, ampak dejansko sistemsko pogledamo, kaj je kontinuirano dobro za uporabnika. Po filmu? Ja, po filmu sta predstavili sistem podpornih storitev, ki je se zdaj v pravilniku, ki je podlaga mu je Zakon o socialnem vključevanju invalidov. A to je tisti iz naše prejšnje oddaje? Ja, dejansko s teboj. Izobraževanje podpornikov, prostovoljcev. Tako. V pravilniku je to izobraževanje, tako kot je bila prejšnja oddaja. In to sta pa predstavili Jasmina Breznik, direktorica VDC Povš Maribor, ki je bila tudi vodja tega projekta S teboj lahko, kjer je Zasavje sodeloval. To je bilo za vzhodno regijo, za zahodno regijo je bila pa to Želva, kjer je tudi vodja tega VDC dejavnosti, Jasna Kofoj, skupaj z Jasmino predstavlja ugotovitve tega pilotnega projekta in tudi na kakšne težave smo zdaj naleteli, ko je šla storitev v sistem, saj je število ur zelo majhno. Poleg tega je tudi zahtevnost izgradnje mreže prostovoljcev. Pa ne za vse, ne? Ne. To je pa meni kar včasih malce nerazumljivo, ker vem, da bi tudi nekateri drugi potrebovali kakšen sprehod, ne? Ja. Dejansko so podporne storitve namenjene samo za uporabnike, ki so doma in imajo, bom rekla, nimajo nobene druge storitve, razen dopoldanske vodenja, varstva in zaposlitve. Tu se bo treba še boriti, ne? Ja, tukaj je pomembno, da se in glih ta zakon vidimo kot ključen, ker bi se lahko podporne storitve uredile dejansko za vso populacijo, s tem, da se pač število ur poveča glede na potrebe, ki bi bile v enotni metodologiji določene. Tako da, ta zakon mislim, da bi bil lahko osnova, da se ostala zakonodaja prenese na ta zakon. Je še kaj bilo potem? Ja, potem sta pa uporabnik in njegov osebni asistent pokazala, na kakšen način se izvaja osebna asistenca, ki dejansko uporabniku pomeni dodatno vključevanje, video spoti, Tristan in Gaj, tudi po Facebooku, na YouTubu so njihovi posnetki. In je bilo zelo dobro prikazano, kako je pomembna ta kemija med ali podporno osebo, osebnim asistentom, uporabnikom. In osebni asistent je povedal, da je rad takrat, ko je, da je aktiven, ne da je sam zraven uporabnika, pa se nič ne dogaja, ampak da se skupaj delata stvari, ko so dejansko uporabniku všeč, pa tudi uporabnik je povedal, da je to tako. In tudi skupaj sta potem zarepala ob zaključku eno tako božično že pesem. No, vse smo že v tem času blizu. No, ko si že omenila osebno asistenco, zelo sem vesel, da je do tega prišlo, da je lahko tudi kakšen družinski član osebni asistent, recimo svojemu sinu ali pa bratu, in skrbi za njega. Se mi pa zdi včasih malce krivično za tistih, ki izvajajo podobno nalogo v varstveno-delovnih centrih, skrbi pa za 10 oseb. Ja, to je ta, rekla, nelogika, ki smo jo tudi izpostavili, da se sistema uskladita. Osebna asistenca je odlična, ima zelo dobre rezultate. Samo moramo pogledati njen namen in dejansko je problem, ker je gospodinjski pomočnik v Zakonu o socialnem varstvu zelo podvrednoten in
naprimer dodatek za pomoč in postrežbo se uporabniku v primeru gospodinjskega pomočnika vzame in gre za plačilo, medtem ko pri osebni asistenci samo polovico. Skratka, takšne anomalije, ki smo jih tudi povedali, ki je pomembno, da se odpravijo in je tudi svojce za razumeti, da je tako, kakor je, ne. Sam jaz mislim, da je rešitev, da se to spravi nazaj v Zakon o socialnem varstvu, da se gospodinjski pomočnik izenači s pravicami osebnega asistenta in imamo dejansko potem svojce v tem gospodinjskem pomočniku lahko, na drugi strani so pa podporne osebe, res osebe, ki širijo socialno mrežo uporabnikov, ne. Včasih sem jaz dejal, ko so kakšno delovnopravno zakonodajo sprejemalo, da bi bilo dobro, ne, da bi ministri pa odločevalci kdaj prišli tudi v kakšno firmo pa pogledali, kako je imeti nohšiht, ne, kako je delati izmensko delo, kako je delati z nekim strojem. Torej, iz praktičnih izkušenj, preden zakon pišejo, sploh nekako ugotoviti, ne. Pri nas se pa ponavadi, da se v pisarnah nekaj, pa ne mislim nekaj slabega, ne, napiše nekaj brez vpogleda v prakso, ne. Ja, to je ključno in mi smo kot prvo točko zaključkov posveta, ne, bova šla potem še na program glih, kar je tole, da se na ministrstvu imenuje oseba, ko bo poskrbela za koordinacijo med različnimi direktorati, ministrstvi, SPIZ-om, ZZZS-jem, vse tisto, kar kroji življenje uporabnika, da je en sogovornik, ki pozna našo dejavnost in vse skupaj to koordinira iz vidika samega ministrstva, da bomo premaknili te sistemske spremembe v želeni smeri. Že ta druga točka je pa dejansko to, da se zaposleni, ki delujejo na našem področju, čim več vključujejo v prakso in mi smo bili včeraj izredno veseli, da je tukaj zaposlenih ministrstva za delo prišlo na posvet in iz prve roke videlo, poslušalo, kaj se dogaja v praksi. Ko bodo pisali zakone, ne? Ko bodo pisali oziroma spreminjali zakonodajo v smislu povezanega sistema. V bistvu potem je pa tudi isto Suhadolnik, ki je pač oče hčerke s cerebralno paralizo, povedal res, kako ključno je ta socialno vključevanje. Rekel je, da tudi sam ni osebni asistent svojih hčerki, zato ker se želi, da se njena socialna mreža razširi, da ji tudi pomaga oziroma da ona sama na koncu vidi, kdaj je keminija z osebnim asistentom ali ne. Se pravi, ključna je izbira na koncu tudi pri uporabniku in njegova pravica do odločanja, ne. Potem so bile pa predstavljene pridobljene možganske poškodbe, kar je najbolj eno kritičnih področji, saj je pokritost po Sloveniji zelo majhna, samo določena področja so pokrita in še to večinoma. Kaj so pridobljene? Torej, pridobljene možganske poškodbe, prometne nesreče, športne poškodbe, ki ti na glavo pade, recimo anevrizma. Ja, bolezni, ki lahko povzročajo, da čez noč ne znamo več hoditi, brati. Tumor, ja, in tukaj je zelo pomembna, hitra rehabilitacija, celovita, različnih profilov in tukaj sta center Korak in naprej. Mateja Korošec, Jasna Vešligaj Damiš so tukaj res strokovnjaki na tem področju, ki tudi ostalim centrom, ki jih je premalo po Sloveniji, saj je, mislim, da 7 področji, kjer tudi Zasavje med njimi, kjer nimamo centra za dnevnega pridobljene možgansko poškodbo, medtem ko je bivanje še toliko bolj problematično. In res je nujno vzpostaviti mrežo, bom rekla, ustanov, dnevnih centrov in tudi bivanja za pridobljeno možgansko poškodbo, ne? Ker vsi smo lahko jutri na tem, ne? Ja, seveda. In še kaj je bilo? Ja, Potem sem bila pa še jaz svojim prispevkom, kako se vse to, kar smo govorili, kaže v številkah in konkretno pokazala, kdo vse so naši financerji, zakonodajo in tudi konkretnega uporabnika, našega Vinkota, tukaj v Podvelnarjih v bivalni enoti, tudi z mamico smo se zmenili, Vinko je tudi rekel, da ga komod, da pokažem, ja, bo kaj povedal, ne. In sem pokazala, kaj pomeni, ko je Vinko pač pri nas v storitvi in celotno svojo invalidnino dodatek nameni za plačilo storitev, ostane mu žepnina v višini 126 evrov pa še nekaj.
in dejansko iz celotnega sistema potem občine doplača, potem ZZZS za zdravstvo in na koncu, če povzamemo, država iz proračuna da za njegove storitve 2931 evrov. Imamo uporabnike z istimi dejansko potrebami, ki so pa doma, pa so dobili pravico do koriščenja osebne asistence 110-120 ur, pač še vedno obiskujejo naš varstveno-delovni center, pridobijo nadomestilo za invalidnost, dodatek za pomoč in postrežbo se jim polovico odbije in dejansko pridemo potem do financiranja 6513 evrov. In tukaj si sam želimo, da se sistem uskladi tako, da bo tudi nekdo, ki ne bo imel svojca, ki ga bo zagovarjal, ker so pri nas v bivalnih enotah, na kateri nimajo svojcev in smo mi njihovi zagovorniki, da se za njih tudi naredi sistem, ki jim bo omogočil vključevanje v okolje in dejansko kakovostno življenje v aktivni življenjski dobi. Saj pa nam marsikdo preživi potem celo življenje. Špela, glede na to, da vem, da si hitra, da si pa tudi dolgo progaš, bo zmagala na koncu, mislim. Z idejami, ki si jih predstavila, da bodo ideje zmagale. Vztrajna sem in vesela sem, da smo v teh prizadevanjih v skupnosti postali zelo povezani, da si, jaz mislim, da bom rekla vsi, ali pa večina bo mogoče boljš, direktorjev želi podobnih sprememb in z osveščanjem javnosti, bom rekla, pristojnega ministrstva, da smo dejansko tukaj v vlogi tudi zagovornikov, uporabnikov in da se naša vloga spreminja iz tiste, ki je bila včasih pač varstveno-delovni centri zjutraj 8 ur, potem so se bivalne potreba postavila, da se zdaj preoblikujemo v neke celovite centre za podporo odraslim osebam z intelektualno oviro. Bova s tem zaključila? Ja, s tem bova zaključila. Imaš še kaj v planu? Dejansko sem bila vesela številnih pohval, sploh strani potem še profesor dr. Zavirškove, ki potuje po celem svetu iz Fakultete za socialno delo, ki je rekla, da je bil to pa dejansko posvet na najvišjem nivoju. Zdaj, čisto za konec, bomo pa si ogledali še tisti drugi del filmčka. Ja. Hvala. Tako da hvala. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno. Da bi hodil večkrat v kino na bowling, rad bi imel punco, da bi skupaj živela v hiši in tudi otroke si želim imeti. Lepo mi je tako živeti, recimo, starši pa z mamo, ker ona dva sta zadolžena, da skrbita zame, kakor jaz za njih dveh. Se čutim dolžna, da jim pomagam. Jaz si ne predstavljam, da bi mogla očeta pa mamo spati v dom. In bilo hudo, ker imam rada noč v njih spati. Da bi tudi jaz zdaj živela v bloku, da v hiši. Živela bi v bloku pa s kakom prijatelja, da bi pomagali, da bi hodili v trgovino, recimo, Recimo, če nimaš avta, da te kje duh pelje, recimo, kakor mene doma, nima avta. Recimo pa v pravkah, recimo, da bi šel v kino ali pa recimo, da bi šel na en izlet, ne vem kam, v Gorico, Italijo. Jaz sem kaj, da bi imela enega prijatelja, recimo, sej ne, da bi šla kam, recimo, pohajati ali pa kam, Ja, da bi mi dovolite, da bi imela, recimo, prijatelja, ki se bojijo, da bo ti narobe. Se samo jaz se vemo, kaj je prav, kaj ni prav. Nismo pač otroci, Da sem sama v sobi, da sama skuham večerjo za ostale uporabnike, da bi začela spet sama dvigovati denar. Zelo let nazaj sem tu vsakodnevno šla sama na banko in sem pač dvignila kaj, kakor sem
rabila, s tem, da sem mogla razpolagati z dvigi, da sem prišla čez cel mesec. Ne. In pol, pač ne vem, v roku par mesecih je pač tole, so mi kar zaprli račun in je bilo to. Da bi me kdaj sestrična povabila na svoj dom na kakšno kafe in da bi šla z mano v Bovec na pokopališče in da se bi malo tako pogovorile o osebnih zadevah. Da bi bolj ovladala socialna omrežja, da bi bili bolj enostavni programi in prikrojeni zame. Bi delala v domu upokojencev, pomagala bi stanovalcem in se družila z njimi, včasih bi kakšno kafe jim skuhala. Rekel bom takole, da želim si biti res samostojen in imeti denar sam, pa da mi ne bi starši več ukazovali in ne dovolili, da grem kam. Bi želela biti tudi igralka, moja služba bi lahko bila, da bi tudi v gledališču nastopala, pa v filmu. Ja, zato te prvo moram narediti šolo za igralsko. Upam, da mi bojo sprejeli, ja. Je pač znam igrati. Ja bi se naučila biti samookrepljenja. Edino bi rabila pomoč pri denarju. Da me prije kakšen jeska, kino, zvonske nabira, trgovina bi šel s prijatelji, da bi šel sam na banko šel, da izbjegat v kastel. Pito kafe, čaj, so piskato na šment, kakšne tortice, na luna. Ja, da bi rad obiskal še kakšno Škotsko, pa London bi rad tudi obiskal, ker gledam, kaj je tale Harry Potter. Виски разбирать мне мисс Словении лепой. Павлик бездны. Ponedeljek je dan za Reporter. Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse.